Uboj z vodotoki, zaprisega novega župana, lipa korak pred inšpektorji, ko v kuhinji zagori, oba oboje, bivak odpira vrata, lovski pevski zbor na koncertu. Lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo smo sicer nameravali začeti drugače, s prvo sejo občinskega sveta, vendar nam je narava ponovno pokazala zobe. Hudi nalivi v noči na sredo, ki so zajeli severozahod Slovenije, niso prizanesli niti naši občini. Materialno škodo so občutili predvsem prebivalci, ki živijo neposredno ob strugi reke Sore, njenih pritokov in številnih potokov in studencev. Prizadeti so bili tudi prebivalci hribovitih predelov občine, kjer je voda sprožila plazove, ki so prekinili prometne povezave. Zopet pa so se seveda izkazali gasilci, ki so vse od 2:30 zjutraj budno spremljali situacijo in nudili pomoč ljudem v stiski. Danes pa so na pomoč medvoški civilni zaščiti priskočili tudi pripadniki Slovenske vojske. Takšna je bila videti situacija včeraj zjutraj. Na cesti, ki vodi v Medno in delu cestišča v Goričanah, kjer se voda še ni umaknila, so promet usmerjali policisti. Od 2:30 zjutraj, ko so prejeli prve klice na pomoč, pa so bili na nogah gasilci. Zdaj ocenjevati škodo ta trenutek ne moramo, je pa veliko enih delovišč, imamo kar nekaj plazov, imamo kar nekaj odtrganega cestišča, poplavljene kleti, poplavljeno industrijsko cono na Brletovi, tako da, kaj jaz tem, mogoče je 10-15 plazov ter 20-30 ostalih delovišč. Točnega podatka nimam, ker imamo v gasilskem domu v Presku formiran štab, na katerega prihajajo vsi klici na pomoč in točna evidenca se v tem štabu tudi vodi. Na intervenciji je sodelovalo vseh 6 medvoških gasilskih društev. Najbolj ogrožena so bila ravninska področja. Poslovna cona na Brletovi, dobre 3 metre zemlje je utrgalo izpod plinske postaje na Sotočju, zaradi plazov je bila prekinjena povezava Sora-Katarina. Veliko škode so utrpeli prebivalci pri začetku doline Ločnice, kjer je bregove prestopil tamkajšnji potok. Na Golem Brdu je voda zalila stanovanjske objekte, poleg tega je odnesla tudi 300-metrski odsek cestišča. V bistvu potok sam ga ni več, struge ni več, strugo je celo zasul, jo je cesta zasula, ko smo jo pred param letom mogli, tako kot je bilo takrat, da smo mogli po 1000 evrov na hišo zbrati. Smo mi to zbrali, vse soglasje smo dali. Cesta je dol porinila, tamle gor pred mostom je vse skupaj utrgala in je kompletna cesta šla tle do ovinka, do kjer je šla lahko. Tle pa vso strugo zasul in zdaj imamo to, kar imamo. Kaj pričakujete, kakšne rešitve pričakujete od občine? Pričakujemo vsi že par let, sam kakor tle noben več nič, noben mu ne verjame in vemo, da rešitev tudi praktično ne bo. Cestišče je sicer v občinski lasti, urejajo pa ga krajani sami. Je pa res, da mi je zanimivo to, da se je cesta, ki se je podpisala, rečemo slaba 2 mandata nazaj, da se je podpisala, da je bil denar pobran, pa da je ni. Pa to, ko bi rekli, to ni ena cesta, ena avtocesta, to je 3 metre ceste, pa 220 metrov jo manjka. To ni taka cifra, da bi pa zdaj, ne vem, kaj lahko občina. Je pa občinska cesta, to je najslabše, občinska cesta, zato ker smo vsi podpisali in je občinska cesta. Vse odrekli svoji zemlji na račun tega, da bomo cesto imeli. Cesta je padla pod občinski red, mi pa lahko samo le gledamo. Prizadete kraje je s pomočjo gasilcev obiskal tudi novo izvoljeni župan Nejc Smole in se tako seznanil s katastrofo, ki je občane doletela že na začetku njegovega županovanja. Ogromno je prizadetih tudi gospodarskih subjektov, ker škodo seveda še zvišuje. Pri nekaterih je ocena samo pri posameznikih med 200 in 300 tisoč evri. Če pa začnemo seštevati, pa najbrž kmalu pridemo do precej višje številke. Kako se bo občina spoprijela s to težavo? Zelo težko. Jaz mislim, da bomo morali pripraviti rebalans, da bo potrebno sprostiti dodatna sredstva, ki jih bomo najdeli, pa stvar usklajevanj prihodnjega tedna oziroma iskanja, kje točke še niso oziroma postavke proračunske še realizirane v celoti.
Vprašali smo ga tudi, kako gleda na situacijo, ki je nastala na Golem Brdu. Jaz mislim, da bo prav na tem primeru potrebno narediti eno analizo, videti, kaj se da narediti, kako zadevo sanirati in potem v najkrajšem možnem času zagotoviti sredstva ter stvar nekako rekonstruirati skoraj. Tam ne gre samo za sanacijo, ampak gre za rekonstrukcijo celotnega odseka ceste. Sicer so pristojni zagotovili, da bodo ovire, ki so nastale zaradi plazov, odstranjene v kratkem. Druga zgodba je, koliko časa bodo trajala sanacijska dela. Nejc Smole se ni upal napovedati, kdaj in kako bodo potekala preventivna dela, s katerimi bi takšno katastrofo lahko omilili. Nastala škoda je povezana tudi z letošnjim žledolomom. Velika količina podrtega drevja je pošteno oslabila pobočja hribov, ki so nato preprosto spolzela proti dnu. Z vejevjem zasičeni vodotoki pa so povzročili nepretočnost strug. Če drevo podre, da je treba tudi veje ven pospraviti. In seveda, to se vse zabija, se pa zabija struga, se zabijajo cevi, cesto trga, ki ne morem kamor požreti in kaj čem? Če pa greš kamorkoli, karkoli umeniti, da bi bilo mogoče malo drugače, pa da bi se karkoli spremenili, te pa vsak odslovi, pet na uno inštanco, pet ke, pa ni nič. Neko strokovno oceno žal ne morem dati, verjetno pa je žledolom tudi doprinesel k temu, da zemljina ni več tako trdna, ni več tako ujačana. Predvsem tale del Lučnice je sigurno posledica žledoloma, tudi plazovi, ki so se sprožali. O stroških nastale škode in o tem, kako se bo novo formirana občina spopadla z nastalo situacijo, bomo poročali v eni izmed naslednjih oddaj. Kot rečeno, so Medvoški civilni zaščiti, predvsem pa gasilcem in občinskemu koncesionarju, prvenstveno pa vendarle občanom priskočili na pomoč tudi pripadniki Slovenske vojske iz vojašnice Edvarda Paperka. Pripadniki Slovenske vojske ste prišli na pomoč Medvoški civilni zaščiti in povejte, koliko vas je in kje vse? Skupaj nas je 80, smo stacionirani v industrijski coni, kjer pomagamo na lokacijah v industrijski coni in pa tukaj na območju Osovnika, kjer imamo sanacijo cestišč. Tukaj predvsem delajo inženirci z mehanizacijo, ki odstranjuje material, pionirci z motornimi žagami, ki odstranjujejo vejevje in pa drevesa na poti. Če vas sedaj vprašam, kolikokrat v letošnjem letu ste bili že s takim namenom, torej zaradi narave, ki se je poigrala na terenu? Kot pripadniki prve brigade 4-krat, jaz osebno sam 3-krat, se pravi žled, potem Planinsko jezero, poplave in pa v Bosni takrat, ko so bile poplave, so bili fantje naši angažirani, to je pa zdaj 4. So pripadniki Slovenske vojske dobro pripravljeni tudi za tovrstnega sovražnika, torej ko pokaže zobe narava? Definitivno so dobro pripravljeni, to se je pokazalo tudi v teh 3 primerih predhodnih in pa po zakonu o obrambi nam je to ena osnovnih nalog, tako da moramo biti dobro pripravljeni. Dogajanje na terenu je tudi danes spremljal novo izvoljeni župan Nejc Smole, čeprav ga je zaprisega čakala šele pozno popoldne. Dejstvo je, da župana v odhodu Stanislava Žagarja, ki naj bi uradno jutri predal posle, ves ta čas ni bilo na spregled. Če bi se nekoliko neslano pošalil, bi rekel, da so me vrgali v vodo in da moram plavati. No in te vode je bilo včeraj kar precej. Me pa veseli na tej točki, res to moram reči, včeraj sem imel prvič priložnost neposredno spremljati delovanje naših služb, kapo dol vsem fantom, vsem prostovoljnim gasilcem, ki so včeraj od 3. ure zjutraj pa do poznih večernih ur neprestano delali in reševali, pomagali reševati tisto, kar se je reši dalo. Brez njih občina, civilna zaščita, nihče ne bi mogel narediti praktično tudi del tistega, kar je bilo. Tako da tukaj je pač to, da sem jaz nastopil samo neka okoliščina, zagotovo bi pa zadeva funkcionirala tudi brez mene in brez občine, ker so naši fantje res pripravljeni. Kakšno je stanje dan potem, glede na to, da so prišli tudi pripadniki Slovenske vojske na teren? Ja, pravzaprav dan potem šele vidimo celotne posledice včerajšnje ujme. Jaz sem res vesel, da se je danes nam pridružila tudi Slovenska vojska, pripadniki, ki bodo pomagali čistiti, urejati, vsaj za silo sanirati tiste najbolj pereče odseke. Menim, da bo pravzaprav sanacija trajala kar nekaj časa in da bomo morali poskrbeti tudi za dodatna sredstva v občinskem proračunu.
Kateri je bil mogoče tisti prvi ukrep, ki ga bo potrebno slediti, glede na to, da smo vendarle precej ogroženi, kar se velikih poplav tiče? Ja, zagotovo bomo morali biti bolj pozorni na čiščenje vodotokov. Torej, struge na delih so precej zasute, torej ni potrebno veliko vode, da ta prestop bregove. Hkrati pa se zavedam, da smo tukaj tudi odvisni od države, torej da so državni organi tisti, ki nekako dajo soglasje k temu, da se struge urejajo. Jaz računam na njihovo razumnost v tem v primeru, da bodo nekako dovolili, da skušamo pridobiti dodatna sredstva in pa sanirati tiste najbolj kritične odseke. Nadaljujemo z novico, s katero smo sicer nameravali začeti današnjo informativno oddajo. Prav danes, pred dobrima 2 urama, je na prvi konstitutivni seji občinskega sveta slovesno zaprisegel nov župan Nejc Smole. Potrjenih je bilo 22 članov novega občinskega sveta od skupaj 23. Na prvi seji so namreč lahko ugotovili, da je funkcija župana nezdružljiva s funkcijo člana občinskega sveta, zato bo Smoleta v občinskem svetu nadomestil Anže Šilar. Poglejmo si najprej utrinek z današnje seje. Takole je pred novim občinskim svetom danes zaprisegel novi župan v občini Medvode, najmlajši župan v Sloveniji, 28-letni Nejc Smole. Spoštovani, izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in akti občine Medvode. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnal vestno in odgovorno, v korist in za blaginjo občank in občanov. Kot že rečeno, v občinskem svetu občine Medvode bo v sledečem 4-letnem mandatu kar 13 novincev in ena povratnica, Alenka Žavbi-Kunaver, ena od 7 žensk v občinskem svetu. V prejšnjem mandatu so bile 3 več. Iz vrst medvoškega SDS-a v novem občinskem svetu ne bo Mitje Ljubelška, Zdenke Bokal in Saše Ciglarja. Slednji je tokrat kandidiral na listi Zelena koalicija in ni uspel. Iz vrst nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode so iz nove sestave izpadli prav vsi dosedanji občinski svetniki. Leopolda Kneza je s preferenčnimi glasovi izločil Stanislav Ulanec, ni pa uspelo niti Katji Podgoršek, Mariji Tome, niti Nadi Prešeren, ki je tokrat kandidirala na združeni nestrankarski listi Glas aktivnih Medvoščanov. V novi sestavi občinskega sveta ne bo niti Ivana Špenka iz vrst Desusa, čeprav je v prvi volilni enoti, kjer je kandidiral, njegova lista zbrala kar 70 glasov več kot lista SLS, iz katere se je v novi svet uspelo prebiti ponovno Štefanu Čebašku. To pa so pasti obstoječega volilnega sistema. Ne bo niti Marjete Jamnik, ki je v prejšnjem mandatu zamenjala Urško Repnik, ko je ta odšla na delo v tujino, niti dolgoletnega socialnega demokrata Dušana Brekiča, ponovno pa sploh niso kandidirali Nataša Predalič, Tomaž Mis in Jelena Aleksič. Največ uspeha na tokratnih lokalnih volitvah je skorajda 21% glasov vseh volilnih upravičencev, ki so pravilno oddali svoj glas, dosegla nestrankarska lista Glas aktivnih Medvoščanov, združena lista nekdanje nestrankarske liste Glas in nestrankarske liste aktivnih Medvoščanov. To je tudi lista, na kateri je kandidiral aktualni župan Nejc Smole. V svetu ga bo nadomestil Anže Šilar in dopolnil peterico, v kateri so še Cvetka Židan-Valjavec, njena sestra Darinka Varovšek, Lado Vidmar in Vito Klavora, ki bo najmlajši član občinskega sveta. Najbolj pa so bili Glamu naklonjeni v prvi volilni enoti. Prav tako 5 mest v občinskem svetu je pripadlo tudi nestrankarski listi za napredek krajev občine Medvode, ki je dobila skoraj 3% manj glasov, 18%. Gre za listo, ki je veljala za največjo podpornico dosedanjega župana Stanislava Žagarja. Kot rečeno pa bodo v njenem imenu v občinskem svetu sami novinci. Poleg Stanislava Ulanca še Sašo Šulc, Mojca Jeraj, Matej Kotrampuš in Katarina Galov.
Presenetljivo dobro, najboljša od vseh političnih strank se je vendarle odrezala nova stranka Mira Cerarja, ki je uspelo prepričati skoraj 13% volivcev in pridobiti 3 mandate. V vsaki volilni enoti po enega. Poleg povratnice Alenke Žavbi-Kunaver še 2 novinca v politiki nasploh, Luko Kajtno in Iztoka Krasnika, ki bo najstarejši član občinskega sveta. Presenetljivo slabo pa se je odrezala medvoška SDS, saj je zgolj 12% podporo udeležencev volitev iz 5 mest v občinskem svetu v minulem mandatu zdrknila le na 3 mesta. Zasedla jih bosta ponovno Saša Rožič in Roman Robas ter novinec Leon Marjasec, ki je kot županski kandidat zbral dobrih 5% glasov. V imenu Nove Slovenije, ki je uspelo prepričati 10,5% volilnih upravičencev, ki so pravilno dali svoj glas, bosta tudi v tem mandatu v občinskem svetu sedela Stanko Okoliš in Mirko Javoršek. V imenu Desusa, ki je prijel dobrih 8,5% glasov oddanih na pravilno izpolnjenih glasovnicah, pa bosta tudi v tem mandatu svetnika Zvonka Hočevar in Franc Šušteršič. Sledijo pa stranke, ki jim je uspelo v delo občinskega sveta vključiti le po enega svetnika. Zelena koalicija, ki jo bo ponovno zastopal Dragan Đukić, je uspela prepričati 5% volilnih upravičencev, ki so pravilno dali svoj glas. Socialni demokrati, zastopal jih bo novinec Gorazd Šturm, le 5%, Slovenska ljudska stranka pa 4%, zastopal pa jo bo ponovno, kot rečeno, Štefan Čebašek. Pred vrati občinske sejne sobe pa je ostala Pozitivna Slovenija, ki je uspelo res, da v 3. volilni enoti sploh ni imela svoje liste, prepričati le 109 občanov oziroma slaba 2% glasov na pravilno izpolnjenih glasovnicah. Nepravilno izpolnjenih je bilo kar 263. Soočenje predstavnikov list, ki ga je pred volitvami organizirala naša televizija, je potekalo dokaj mirno in kulturno. Razen obtožbe Leopolda Kneza, da jim pristaši kandidata Nejca Smoleta med drugim kradejo in uničujejo plakate, za kar je slednji zahteval opravičilo, vendar ga ni dobil. Če gre verjeti njihovim obljubam na soočenju, ne bo težav pri projektnem sodelovanju vseh. Torej obljuba, da bodo podprli vsak projekt, ki bo dober in finančno podprt. Sicer pa velja ugotovitev, da je vsaj 90% programov enakih in da štejejo le prioritete. Še se, posredno sicer, vračamo v čas pred lokalne volitve. Na najbolj vročo volilno soboto je pred blagovnim centrom Medvode na prostoru Nove tržnice potekala tudi akcija Društva upokojencev Medvode Podarim, dobim. Že 4. leto zapored, 2-krat, enkrat spomladi in drugič jeseni poteka akcija Podarim, dobim. Akcija Društva upokojencev Medvode, s katero je ta posrednik med tistimi, ki nečesa ne potrebujejo več, običajno so to oblačila, in tistimi, ki to potrebujejo. Kar precej je tega in naberemo in nam je veselje in smo veseli, da lahko komu pomagamo. Čigav odziv je večji, tisti, ki ponujajo ali tisti, ki pridejo iskat? Mislim, da tisti, ki ponujajo in tisti, ki darujejo, ampak se mi zdi, da je večji odziv pri darovalcih, da so še kar malo, eni imajo zavore do tega, pa jim je nerodno ali kakorkoli. V glavnem, dobrodošli vsi, naj pridejo, da se zmenjajo stvari. Najprej v društvenih prostorih zbirajo vse tisto, kar je še uporabno, pa nekdo ne potrebuje več, potem pa to ponudijo na stojnici na Medvoški tržnici. Je kakšen poseben apel, kaj naj bi bilo tisto, kar bi vi želeli, da se izmenjuje? Ja, nič kaj posebnega. Edino pogrešamo za otroke, tega je pa manj. Verjetno je, da je to porabljeno in da ne morajo dati naprej. Ne? V glavnem, za starejše je pa ogromno, pa mladino še tudi, samo za otroke pa bi pa bilo dobrodošlo, če bi bilo več tega, ampak tega manjka, ja. Eni in drugi, torej tisti, ki bi podarili, kot tudi tisti, ki bi potrebovali, se lahko v društvenih prostorih oglasijo tudi v mestnem času med obema akcijama. Jaz ponovadi zbiram celo leto ene škatle, to bo pa za Podarim, dobim in potem sem prinesem, ne. Tako da vmes tudi dobrodošlo, če bi kdo rekel, da kaj rabi, tako da ni problem, kar se tega tiče.
Koliko škatelj ste danes pripeljali? Jih sploh ne morem prešteti. Ogromno, danes je res ogromno robe. Glede na to, da smo v mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, se vračamo k gasilcem. Že drugo leto zapored sta Gasilska zveza Medvode in Komisija za preventivo pripravili preventivni dan za vse občane. Dogodek je potekal v soboto dopoldne pred blagovnim centrom v Medvodah, kjer so si lahko mimoidoči ogledali prikaz pravilnega gašenja. Torej, kaj storiti, če pride do požara v naši kuhinji? Tako kot lani sta tudi letos ob mesecu požarne varnosti Gasilska zveza Medvode in njena Komisija za preventivo pripravili preventivni dan pred blagovnim centrom v središču Medvod. Naš prvi preventivni dan je potekal lansko leto in na podlagi lanskega obiska smo se odločili, da zadevo ponovimo, ker dejansko ljudje niso dovolj osveščeni, kar se tiče same požarne preventive. Občanom Medvod hočemo preventivno dejansko pomagati in jih osveščati z gašenjem manjših požarov, katere lahko tudi sami pogasijo. Zato smo imeli danes skozi dopoldne tudi večkrat prikaze gašenja v kuhinji in pa tudi kako se ne gasi v kuhinji. In pa omogočili smo jim nakup novih gasilnikov in pa pregled, da prinesejo seboj na pregled starejše gasilnike in jih popravijo. Gasilci so torej večkrat prikazali, kako se pravilno gasi z gasilnikom in kako se gasi goreče olje na štedilniku. Vse skupaj pa so pospremili tudi s komentarjem. Danes je potekal predvsem prikaz ogleda, kako ne gasiti požara doma v kuhinji. Se pravi, požar se ne gasi z vodo, ampak dejansko se ga pokrije z pokrovko. Predvsem olje na štedilniku se pokrije s pokrovko in se zadeva počasi ohladi in to je najbolj sigurna zadeva. Ne z vodo. Kljub temu, da je bil letos obisk preventivnega dneva nekaj slabši kot leto poprej, pa bodo z njim nadaljevali. Saj izkušnje kažejo, da so še kako potrebni. Ja, letošnjo leto imamo že kar okoli 60 intervencij do sedaj. Seveda pa vsi veste, da smo imeli veliko intervencijo žled v mesecu februarju, imeli smo pa tudi nekaj večjih požarov, med drugim je bila tudi požar na domačiji na Osovniku. Gasilska zveza Slovenije je letos kot osrednjo tematiko meseca požarne varnosti namenila ljudem s posebnimi potrebami. Kako ravnati, če je v požaru udeležena oseba, ki je pri zaznavanju ali gibanju kakorkoli ovirana, saj v teh primerih lahko postane požar še bolj nevaren, udeleženci pa izpostavljeni še večjim tveganjem. Avgusta je bil zaključen stečajni postopek za podjetje Virotim, podjetje Milene Zavašnik, ki je od avgusta lansko leto pa do konca leta organiziralo prireditve v klubu Lipa. Tržna inšpekcija je v tem obdobju izdala za skupaj 54 000 evrov glob, tako podjetju kot odgovorni osebi, predvsem zaradi obratovalnega časa. Zavašnikova je v vseh primerih zahtevala sodno varstvo in ko je ljubljansko okrajno sodišče 9 od 15 njenih zahtev zavrnilo in je postalo pravnomočnih slabih 10 000 evrov globe, je januarja izvedla še en manever. Podjetje Virotim je poslala v stečaj. Avgusta je bil stečajni postopek zaključen in ker podjetje skoraj da ni poslovalo in nima nepremičnin, so se upniki, med njimi tudi tržna inšpekcija oziroma država, obrisali pod nosom. Še več, država bo nosila tudi stroške stečajnega postopka v višini 4 000 evrov. Milena Zavašnik pa naj bi opravila dvakrat po 96 ur družbeno koristnega dela, kar pa ne bo prvič. Kot ni prvič, da sporni objekt ponovno na široko odpira svoja vrata. In ja, gostinska dejavnost v Lipa klubu se je tudi v letošnjem letu odvijala naprej, le da jo je po novem, prav tako brez ustreznih papirjev, opravljal zavod Nikoris, ki ga je decembra lansko leto, torej tik pred tem, ko je Virotim poslala v stečaj, ustanovila kdo drug kot Milena Zavašnik. Glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlič je seveda ves ta čas opozarjala, da gre zgolj za izigravanje strani Zavašnikove, večkrat pa poudarila tudi, da ni brezhibno niti ravnanje medvoške občine, kar je potrdila tudi upravna inšpekcija. Poleg tega ni bila zadovoljna niti z odzivom občine, ko jo je decembra lansko leto pozvala, da naj zaradi večkratne pravnomočno ugotovljene kršitve obratovalnega časa prouči možnost podaje predloga začasne ali trajne prepovedi opravljanja gostinske dejavnosti.
Kot pravi Andrejka Grlić, so predlog občine Medvode za enoletno prepoved opravljanja dejavnosti prejeli šele februarja letos, ko gostinske dejavnosti v klubu Lipa ni več opravljal Virotim, ampak že zavod Nikoris, zoper katerega pa tržna inšpekcija ni imela nobene pravnomočne odločitve o kršitvi obratovalnega časa, zato odločbe o prepovedi ni bilo možno izdati. V času poslovanja zavoda Nikoris je bilo doslej opravljenih sicer 9 inšpekcijskih pregledov. In še več, spet manever Milene Zavašnik. Na radijskih postajah se je prav v teh dneh vrtel oglas za klub Artemida pod Šmarno goro. Na spletnih straneh so objavljena vabila petek in sobota med 22. in 6. uro zjutraj, predvsem na dogodke povezane z elektronsko glasbo. Techno House. Kot piše na eni izmed teh strani, gre za kulturni klub za kulturne ljudi. Na občini Medvode pravijo, da za ta klub niso potrdili niti obratovalnega časa, niti dali dovoljenja za podaljšani obratovalni čas. Tržna inšpekcija pa je nadzor v gostinskem obratu Artemida Klub kulture opravila konec septembra in uvedla prekrškovni postopek, ki pa še ni zaključen. In še dobra novica za vse iztisnjene male delničarje nekdanjega Kolorja. Po dobrih 5 letih pravdanja je bilo v postopku sodnega preizkusa primernosti izplačane denarne odpravnine naposled doseženo izplačilo dodatne denarne odpravnine v višini 8,74 evrov na delnico. Še enkrat večja odpravnina, kot jim je bila izplačana. Tako bo 2378 nekdanjih razlaščenih malih delničarjev, ki jih je družba Helios Domžale leta 2009 na skupščini iztisnila iz družbe Kolor, skupno prejelo še 634 873,60 evrov dodatne denarne odškodnine. Več o tem pa v prihodnji informativni oddaji. Zavod za kulturo in mladino je pričel z novo sezono in s tem ponovno odprl vrata svojih klubskih prostorov. Uraden začetek so zaznamovali 3. oktobra s heavy metal koncertom 3 medvoških zasedb, mi pa smo obiskali delavnico projekta Bivak, ki je namenjen nekoliko mlajšim obiskovalcem. Začetkom meseca oktobra je novo sezono začel tudi Zavod za kulturo in mladino. Najprej seveda s težkometalnim koncertom, nato pa tudi z ostalimi dejavnostmi. Med njimi tudi s projektom Bivak, ki je namenjen za najmlajše obiskovalce, učence okoliških osnovnih šol. Ja, letos smo si malo drugače zastavili načrt, kar se tiče Bivaka. Bivak smo tako odprli kot nek trademark, kamor spada v bistvu to, kar se dogaja vsak torek pa četrtek od 14. do 17. ure, se pravi, gre za tako neformalno druženje pač mladostnikov, gre bolj za osnovnošolce, pripravljamo jim različne delavnice in tako naprej. V načrtu imajo tudi organizacijo učne pomoči za matematiko in fiziko, po potrebi tudi angleščino. V sklop Bivaka spada tudi organizacija šolskih plesov, kjer spodbujajo mlade, da sami organizirajo dogodek. V prihodnosti upajo, da bodo organizirali tudi kakšen izlet. S kamero smo mlade ustvarjalce ujeli ravno pri okrogli mizi, kjer so se iskrile ideje o tem, kako v jedro zvabiti čim več svojih sovrstnikov. Predvsem skušamo spodbuditi otroke oziroma mladostnike, da sami odprejo teme in so se zanimivo odločili, da bojo posneli kratek filmček o tem, kako zvabiti sem pač sovrstnike in tako naprej. Tako da upam, da jim bo to čim prej ratalo nares in bomo tudi seveda to pokazali tukaj v jedru in tudi širši množici. Teme odpirajo otroci in pri tem nimajo nobene meje. Delajo tisto, kar jih zanima, pri tem pa jim pomagajo njihovi mentorji. K sodelovanju je pristopila tudi učiteljica osnovne šole Preska Romana Frankovič. Že kar nekaj časa sodelujemo z jedrom, predvsem tudi kot partnerji pri različnih prostovoljskih akcijah, ki jih organiziramo na OŠA Preska. Bi pa kot šola se tudi radi odprli lokalni skupnosti in ravno Bivak je program, je prostor, kjer je možnost sodelovanja z lokalno skupnostjo in pa z mladimi iz vse občine. Letos ocenjujejo, da se dnevnega centra udeležuje več otrok kot lansko leto. Predvsem dobro pa je obiskano počitniško varstvo.
Ja, letos je kar večji obisk, vsaj kar se teh dnevnega centra mi pravimo, no, to, kar se dogaja v torkih pa četrtkih, smo imeli recimo lansko leto tam od 5 do 6 otrok oziroma mladostnikov, letos jih je bilo prejšnji teden recimo 13 pa 18, tako da je kar napredek tukaj. Kar se tiče pa varstva, je pa itak zmeri velik obisk. Polet smo imeli, mislim, da čez 50 otrok na poletnem počitniškem varstvu, zdaj jih je zaenkrat prijavljenih okrog 20, ampak mislim, da bo še številka narasla proti koncu tedna. Poleg bivaka in dnevnega centra se bo v jedru dogajalo še marsikaj, od likovnih in fotografskih razstav do koncertov in drugih kulturnih dogodkov. Natančnejši razpored dogodkov si lahko ogledate na njihovi spletni strani. Od 15. oktobra si lahko v avli knjižnice Medvode ogledate razstavo v okviru projekta Oba oboje, ki je plod dolgoletnega dela dveh avtorjev, Renate Grmovšek in Petra Gabra. Namen razstavljenih del je predstavitev njunih individualnih in skupnih slik, ki nastajajo iz njunega kreativnega odnosa. Skupno ustvarjanje Renate in Petra je dobro poznano, prav tako tudi projekt Oba oboje, ki že v naslovu pove, da ne gre za individualna dela, temveč skupne projekte, v katerih sodelujeta oba. Oba oboje je v bistvu v tem smislu, da oba slikava eno sliko. Da pač ne vsak svojo, ampak res v bistvu slikava na eno platno in se dopolnjujeva. Tudi v bistvu sva imela tako, ker to je že od 2008, to sodelovanje, in je v bistvu vsako leto si nek nov koncept zamislila, kako bova delala tudi glede motiva in tako. In pa si tudi ali bova kaj preslikala, ali bova kaj doslikala, ali bova recimo, ne vem, neko leto je bilo, da je recimo Peter naredil svojo sliko in pa sem jaz odziv moj na drugo platno, pa tako, no, tako, različno. Zdaj recimo danes sva hotela pokazati na to, kako je, do kam sva nekako prišla in kako je to vplivalo tudi na najino individualno delo. Tako da je v bistvu na razstavi niso samo skupna dela, ampak so tudi individualna. In so izbrala tiste, ki se nama izdel, da zelo dobro sodelujejo med sabo. Sodelujeta že od leta 2008, oba pa ugotavljata, da je skupno ustvarjanje velika izjema na slikarskem področju. Ja, tako je bilo v mladinskem centru. Mislim, oni so pridobili neke nove prostore in takrat v bistvu smo bili povabljeni, da sodelujemo pri prenovi. Pač ljudje, ki smo že prej sodelovali z njimi. Tako da sva midva kot slikarja dobila, ali so pa midva izbrala, zdaj ne spomnim se, pač poslikavo stopnišča. In takrat sva se nekako tako zmenila, da vsak nekaj poslika eno steno in tako. In pa v bistvu med tem procesom slikanja sva se pa začela tako malo dopolnjevati, pa kaj če bi to tukaj, pa dajva to malo popraviti, pa preslikati, pa tako, ne. In v bistvu sva videla, da se res dobro razumeva, da nimava problema s tem, da kdo komu sliko kaj preslika, doslika. V bistvu lažja pot je sama, ne. Zato, ker si sam pač veliko manj prilagajanja je predvsem, veliko manj odpiranja, manj pač vse te pretoke imaš sam s sabo in vsi smo nekako navajeni individualno ustvarjati in tudi v šoli so nas to učili. Zdaj po drugi strani, tako kot z Renato delava, pa vidva, da če se določene stvari, če hočeva določen dosežek ustvariti ali pa da se ene stvari hočeva naučiti in da jih drug ima, je pa v bistvu lažje do določenih znanj ali pa izdelkov pridati. Ampak moraš pa že nekaj prehoditi, ne? Pač moraš imeti željo. Pa se pokaže, da so te plusi v bistvu kar pomembni lahko. Projekt Oba oboje je sestavljen iz več faz, v tretji sta se lotila posebne ideje, zraven pa povabila še intermedijskega umetnika Franca Cegnarja in filozofinjo Katarino Meyerhold. Nastale so 4 slike, ki so predstavljale 4 umetnike, te slike pa so kasneje razrezali na enako velike kose, nekaj jih je na ogled tudi na razstavi. Zanimivo je, pač kot prvo smo sodelovali 4, ne samo midva v projektu, v bistvu so nekako abstraktni portreti nas 4, ki smo sodelovali. Zanimivo je, ker so to večje slike, ki sva jih razrezala. In v bistvu za slikarja dosti težko je, da moraš z nekom sodelovati, ko slikaš, še težje je pa svoje delo pač razrezati. Še posebej po neki logiki, ki je bila čist v bistvu naključje, ne? Čist matematično. Toliko veliki kosi so, razrezali bomo sliko, kar bo pa bo.
In da je potem na koncu v bistvu te kosi zelo fino izpadejo, sami zase in v povezavi z drugimi, se mi zdi enostavno tako simpatičen. Pa zdaj, ko so ukvirjeni, tudi tako, dost v redu izpadejo. No. Razstava bo v Medvoški knjižnici na ogled do 6. novembra. Minuli petek smo obiskali letni koncert Lovskega pevskega zbora Medvode, ki je potekal na odru 3 herojev kulturnega doma Pirniče. Program je bil sestavljen iz 2 delov, med pesmimi pa niso manjkale klasike, kot so Jadransko morje in Soči. Umetniški vodja je bil Viktor Zadnik, ki kot zborovodja v Lovskem pevskem zboru deluje že dobro leto dni. Lovski pevski zbor Medvode kulturno-umetniškega društva Simona Jenka je minuli petek v dvorani Doma krajanov v Pirničah priredil svoj letni koncert. Prireditev je bila sestavljena iz 2 delov, umetniški vodja pa je bil zborovodja Viktor Zadnik. Program vsebuje narodne in umetne pesmi. Teža programa je bolj na umetnih pesmih, ker so bolj zahtevne in od zbora lahko potem zborovodja dobi tisto, kar si želi. Narodne so pa v bistvu za popestritev dogajanja na odru. V izboru pesmi tako niso manjkale Soči, Barčica, Triglav in seveda Jager gre na Jago. Viktor Zadnik, sicer profesor glasbe, Lovski pevski zbor Medvode vodi že dobro leto dni. V vlogo zborovodje pa se je dobro vživel. Moram reči, da sem se izjemno dobro vživel, predvsem zaradi tega, ker so me pevci dobro sprejeli. Tako da med nami v bistvu ni razlike, razen tega, da jaz stojim pred njimi. V bistvu smo pa vsi skupaj ena velika druščina prijateljev in to drži zbor po konci. Ker če tega v zboru ni, tiste medsebojne kemije, potem zbor ne more funkcionirati. Z nastopom svojih pevcev je bil zadovoljen, vendar sam pravi, da se vedno najde prostor za izboljšave. Med pevci pa velja za strogega in natančnega zborovodjo, ki točno ve, kako izboljšati kakovost zborovskega petja. Jaz sem že po naravi zelo natančen in prva stvar, ki sem članom zbora povedal, je ta, da se vaje pričenjajo ob 19:00. Ne 19:05 in od tega ne odstopam. Zahtevam tudi polno številno udeležbo na vajah. Ko delamo nov program, so vaje ločene, tenori, basi in potem, ko je skupna vaja, se pač ne da delati, če pevcev vseh ni. In moram reči, da upoštevajo in da so izjemno marljivi na vajah, kar je samo pohvale vredno, če ste videli, da so pevci peli brez not, pomeni dodaten napor za njih in napor se potem, če je uspeh, obrestuje. Viktor Zadnik v prihodnosti želi otežiti program in s tem zbor dvigniti v višji razred, kamor sam meni, da ta glasovno tudi spada. Z Lovskim pevskim zborom želi posneti tudi zgoščenko, ki bi vsebovala najkvalitetnejše pesmi, tako da bi tudi prihodnje generacije videle, kakšno mora biti zborovsko petje. V 9. krogu 3. slovenske nogometne lige Center je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode na domači zelenici gostila ekipo Zarica Kranj. Po 2 rumenih kartonih je medvoška vrsta klonila proti gostitelju in izgubila z 0:3. Mladinci in kadeti so na gostovanju na Vrhniki osvojili 3 točke. Kadeti so premagali svoje vrstnike s 5:2, mladinci žal izgubili 4:1. Ekipa starejših dečkov je na domači zelenici premagala ekipo Litije z 2:1. Mlajši dečki so remizirali na gostovanju na Dobu, ekipa U11 je dosegla še 7. zaporedno zmago v letošnji sezoni. Mlajši Cicibani, ekipa U9 je tokrat svoje tekme odigrala v Ljubljani na Kodeljevem. Premagali so ekipi Svobode in Trebnje z enakim rezultatom 2:0 ter izgubili proti domačinom Slovanu 4:2. To je bil zadnji prvenstveni turnir v jesenskem delu sezone. V Podsmreki je potekala zaključna tekma slovenskega pokala v kolesarstvu. Pirničanka Špela Keren je v svoji drugi tekmovalni sezoni osvojila 2. mesto, zmagala je Urša Pintar. V slovenskih kegljaških ligah je bilo odigrano 6. kolo. Gostitelj Hidro je v prvi B ligi doma izgubil s Pivko, ekipa Medvode je v 3. ligi Zahod izgubila v Ljubljani, ženska ekipa Medvod je v 2. ligi Zahod izgubila na domačem kegljišču. V ljubljanskih ligah pa je bilo odigrano 3. kolo, ekipa Hidro 2 je izgubila v Kamniku, Medvode 2 pa so zmagale na domačem kegljišču.
V Zavrhu je prišlo do prometne nesreče zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča, v Medvodah pa zaradi izsiljevanja prednosti v križišču in to kar dvakrat. V Valburgi je nekdo nekaj poškodoval. Policisti poročajo, da se je to zgodilo dvakrat v preteklem tednu, vendar že vedo, kdo je to storil. V Vikrčah so iz garaže ukradli orodje, kolo znamke Trex pa je bilo ukradeno v Medvodah. V Zavrhu so policisti obravnavali kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti z nenadzorovanim streljanjem neznane osebe. Nekdo se ga je preveč napil in razgrajal po gostinskem lokalu, zato so mu policisti že izdali plačilni nalog. Policisti pa so imeli v sredo tudi precej povečan obseg dela, ko so morali posredovati pri večjem številu dogodkov zaradi poplav. Naj vas slabo vreme in nižje temperature ne potrejo. Če ne gre drugače, se pogrejte v dobri družbi. Nasvidenje.